27 dnevov slovenske uprave. V veselje mi je, da vas lahko v imenu programskega odbora konference lepo pozdravim. Pred začetkom današnjega programa najprej vljudno vabim k uvodnemu pozdravu dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, dr. Janeza Stareta. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister za javno upravo, Boštjan Koritnik, cenjeni predavatelji, sodelujoči in udeleženci, dragi kolegi. Vse skupaj prav lepo pozdravljam na 27 dnevih slovenske uprave. Tudi tokrat jih gostimo na Fakulteti za upravo, a na način in v razmerah, ki jih še nekaj mesecev nazaj ni bilo možno predvideti. Ko smo se v začetku letošnjega leta pričeli pripravljati na letošnje dneve slovenske uprave, smo razmišljanje glede glavne teme kar hitro povezali z novo nastalo situacijo pojava COVID-19. Kmalu smo tudi videli, da je epidemija močno zaznamovala širšo družbo, pa tudi delovanje javnega sektorja. Zato smo nosilno temo letošnjih dnevov poimenovali delovanje javnega sektorja po epidemiji COVID-19. V povabilu, ki smo ga izoblikovali sredi poletja, smo tudi zapisali: sedaj, ko se počasi vračamo v novo normalno delovanje, se zdi smotrno podrobno analizirati delovanje javnega sektorja v času epidemije in po njenem zaključku. Vse to z namenom, da bi nam izkušnje dobrih in slabih praks olajšala prehod v nov način delovanja. COVID-19 se je prehitro ponovno prebudil se je prej, kot smo upali, zato zdaj bolj kot o vrnitvi v normalno stanje govorimo o novi realnosti. In prav ta nova realnost toliko bolj potrebuje nove ideje in rešitve ter dobre prakse, zato so morda teme in vsebine tokratnih dnevov še toliko bolj aktualne. O vsebini bo več govora v nadaljevanju, mi pa dovolite, da kot gostitelj spregovorim nekaj besed o inštituciji. Zavedanje o pomenu razvoja javne uprave, morda še bolj tudi v korona času, nas spodbujajo, da na Fakulteti za upravo veliko vlagamo v proučevanje in pa razvoj strokovnih, študijskih in obštudijskih vsebin ter v kakovost našega dela. Dokaz tega je najpomembnejša evropska akreditacija za izobraževanje na področju uprave EAPA, ki smo jo pridobili in jo s ponosom ohranjamo kar za 3 študijske programe na dodiplomskem in magistrskem študiju, in sicer kot edina visokošolska inštitucija v Sloveniji, pa tudi v širšem regijskem prostoru. Morda je tudi to razlog za kar lep interes za študij na naši fakulteti. Če vas zanima, nekaj malega prostih mest imamo še na izrednem visokošolskem študijskem programu uprava, ki ga izvajamo kot e-študij na daljavo, in nekaj mest na magistrskem ter doktorskem študijskem programu. Nas pa veseli dober odziv predvsem na vpis na doktorski študij, na študijski program upravljanja in pa ekonomika javnega sektorja. Na fakulteti imamo razvijano raziskovalno in svetovalno dejavnost, med drugim kot javna raziskovalna organizacija vodimo raziskovalni program Razvoj sistemov učinkovite in uspešne javne uprave, ki je usmerjen v proučevanje sodobnih problemov in izzivov, s katerimi se sooča slovenska javna uprava in širši javni sektor. Aktivni smo na mednarodnem področju, bodisi z delom v stanovskih združenjih, projektih in raziskavah. Naslednje leto, meseca maja, bomo gostili tudi največjo konferenco na področju javne uprave v tem delu sveta, in sicer 39-letno konferenco NISPASE z naslovom Citizen Engagement and Empowerment, torej na vedno bolj aktualno temo vključevanja državljanov v razvoj inovativnih instrumentov in pristopov, vse to z namenom okrepitve sodelovanja med javnimi in zasebnimi udeleženci. Podobno, tako kot tudi z današnjim dogodkom, želimo torej prispevati k razvoju javne uprave, tako na področju znanstvenega proučevanja kot razvoja idej in rešitev v konkretni praksi. Upam, da boste udeleženci letošnjih 27 dnevov slovenske uprave v predstavljenih vsebinah našli ideje in morebiti tudi rešitve za boljše delovanje javnega sektorja po epidemiji COVID-19. Vsem skupaj želim pozorno spremljanje in zanimive razprave. Hvala lepa.
Hvala lepa, dr. Stare. Dovolite mi, da naredim kratek uvod v samo vsebino programa. Konferenca bo obravnavala 3 vsebinske sklope. Prvi vsebinski sklop oziroma sekcija bo obravnavala vpliv COVID-19 na delovanje upravnih enot, kjer bodo predstavljali izsledke raziskave na tem področju in izkušnje strani Ministrstva za javno upravo in upravne enote Ljubljana. Druga sekcija bo obravnavala vpliv COVID-19 na delovanje lokalne samouprave. V sklopu te razprave bodo sodelovali tako predavatelji iz 3 družboslovnih fakultet, Fakultete za upravo, Pravne fakultete in Fakultete za družboslovne vede, kot tudi predstavniki občinske uprave, Ministrstva za javno upravo in Združenja mestnih občin. Zadnja sekcija analizira vpliv COVID-19 na delovanje zdravstvenega sistema, ki v tem obdobju nosi največje breme soočanja z virusom. Na razpravi bodo sodelovali raziskovalci zdravstvenega sistema in predstavnice 3 temeljnih stebrov zdravstvenega sistema, in sicer financiranja, izvajalcev in pacientov. Konferenco bomo strnili s podelitvijo nagrade natečaja za najizboljšavo v javni upravi, imenovano Premik naprej, za kar smo v letošnjem letu prejeli rekordno število prijav. Srčno upam, da bodo tudi letošnji dnevi slovenske uprave odlična platforma za analizo delovanja tako javne uprave kot tudi javnega sektorja, ter da bomo v sklopu razprav odprli številne priložnosti za premik naprej. Sedaj pa k uvodnemu nagovoru vabim spoštovanega ministra za javno upravo, gospoda Boštjana Koritnika, ki bo tudi formalno odprl začetek konference. Izvolite. Spoštovani dekan Fakultete za upravo, profesor dr. Janez Stare, spoštovani predsednik programskega odbora, profesor dr. Bruno Nikolič, spoštovani sodelujoči in poslušalci. Pandemija tega virusa COVID-19 predstavlja res ogromne izzive v načinu našega delovanja, vključno z odločanjem na vseh ravneh upravljanja v državi. Zato se res iskreno zahvaljujem organizatorjem letošnjih dnevov slovenske uprave, da so na letošnjem posvetu osrednjo pozornost namenili delovanju javnega sektorja prav po epidemiji COVID-19. Na Ministrstvo za javno upravo sem, kot veste, prišel sredi marca v za vse nas izjemnem času in okoliščinah, ki so tudi pri nas terjale takojšnjo reakcijo. Praktično isti dan, ko je bila potrjena sedanja vlada, to je bilo v soboto in je bila že razglašena splošna epidemija, smo s kolegi na ministrstvu na različnih področjih identificirali poglavitne ukrepe za nemoteno delovanje sistema javne uprave, javnih uslužbencev, klicnega centra, ki je bil pri nas, in pa vseh informacijskih sistemov, za katere skrbimo na našem ministrstvu. Treba je bilo torej zagotoviti delovanje vseh kritičnih podsistemov države. Boljšega trenutka, da spoznam, za koliko teh podsistemov skrbi MJU, ni bilo. Torej, glede na situacijo, ki se je stalno spreminjala, smo postopoma sprejemali ukrepe, ki so bili potrebni za obvladovanje epidemije in pa za preprečevanje nenadzorovanega širjenja okužbe. Temeljni cilj pri tem je bil vseskozi spoštovanje demokracije, načel pravne države in človekovih pravic. Temu je pred kratkim, kar me veseli, pritrdilo tudi Ustavno sodišče, ki je ugotovilo, da začasna omejitev gibanja med občinami ni v neskladju z ustavo. Ob sprejemanju ukrepov, to je tistih 4 interventnih zakonov in kot veste, predvčerajšnjim smo sprejeli tudi 5., nam je bilo jasno, da morajo biti ukrepi oblasti sorazmerni z grožnjo epidemije in časovno omejeni. Nismo pa speli te epidemije podcenjevati. Med številnimi ukrepi, povezanimi s koronavirusom, ki jih izvaja Vlada Republike Slovenije in tudi lokalne skupnosti, naj omenim, da smo na MJU pripravili pravne okvire za delovanje javne uprave v teh okoliščinah nove realnosti. V sodelovanju z drugimi državnimi organi smo pripravili zakon, s katerim so bili ustavljeni roki v upravnih in sodnih postopkih. Z uveljavitvijo 3 interventnih zakonov je bilo, med drugimi ukrepi, zagotovljenih več sistemskih sredstev za izvajanje obveznih nalog občin. Kot veste, se je povprečnina dvignila s 589,11 evra na 623 in nekaj evra. Zakonodaja pa je dala županu tudi pravno podlago za oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v lasti občin. Dopolnili smo zakon o lokalni samoupravi, s čimer je bilo omogočeno sklicevanje sej občinskih svetov s pomočjo videokonferenčnih sistemov. Če tega ne bi storili, marsikatero poročilo ne bi moglo biti potrjeno in zakonska obveznost izpolnjena. Bistvena novost je torej bila omogočanje nemotenega delovanja organov občine tudi v času izjemnih razmer.
in to smo uredili tudi za naprej, torej ne zgolj za to epidemijo. Seveda pa naša vloga ni le interventno reševanje države in lokalne samouprave v času te zdravstvene krize. Predvsem vidim vlogo Ministrstva za javno upravo kot oblikovanje foruma za dialog, za izmenjavo najboljših praks in razvoj politike. Denimo, postavili smo delovno skupino lokalna samouprava, sestavljena iz predstavnikov vseh reprezentativnih združenj občin in mi se srečujemo, torej v živo, na vsake 3 mesece. Seveda komunikacija poteka ves čas redno, a koristno je, da se torej enkrat vsakih nekaj mesecev srečamo, pogledamo, kaj so odprte zadeve, do naslednjega sestanka pregledamo stanje, predlagamo rešitve in zaenkrat moram reči, da sem navdušen nad učinkovitostjo našega dela. In to je dober primer, oziroma odličen primer fleksibilnosti državne uprave. Kot veste, na Fakulteti za upravo še posebej je ta epidemija številne nove izzive postavila tudi pred vseh 58 upravnih enot. Torej v smislu organizacije, načinov ravnanja, protokolov, novih pristopov, delovanja oziroma komunikacije in pa vsakodnevnega poslovanja in servisiranja strank in pa drugih uporabnikov upravnih storitev. Torej poudarjam, to servisiranje, vsakodnevno poslovanje, omogočanje življenja in dela strankam ni zastalo praktično niti za trenutek. Zato bi se na tem mestu še enkrat zahvalil vsem javnim uslužbencem, ki so kljub oteženim pogojem vestno opravljali svoje delo in skrbeli, da je kolesje države nemoteno teklo dalje. In še skrbijo, vsakodnevno. Zaradi koronavirusa smo na upravnih enotah poleg standardnih uvedli tudi nekatere nove ukrepe, denimo naročanje strank v skladu z uredbo o upravnem poslovanju, ki pa, spet poudarjam, ne izključuje prostega dostopa strank do upravnih enot v času uradnih ur. Zgolj oblikujejo se čakalne vrste in prednost v naprej naročene stranke. Z vidika poslovanja s strankami so upravne enote vse obdobje do danes vlagale izredne napore v ohranjanje dosežene ravni strankam prijaznega, neposrednega in tudi sodobnega elektronskega načina delovanja in poslovanja na sedežnih in na krajevnih uradih, seveda z upoštevanjem vseh zahtevanih varnostnih standardov zaščite uslužbencev in zlasti strank. Nekaj statistike. Število upravnih enot, ki imajo vpeljan, torej organiziran sistem naročanja strank, je 30, torej 30 od 58. Od teh jih 20 upravnih enot naroča stranke na vseh področjih dela, 10 pa jih ima naročanje vpeljano samo za nekatera njo najbolj obremenjena področja. To so področje tujcev, promet, osebne listine, ker seveda na teh področjih lahko pride do preobremenjenosti upravnih enot, oziroma predvsem prostorov upravnih enot strankami v zelo kratkem času. In zaradi varnosti moramo to nadzorovati, sem pa vesel, da so zaenkrat odzivi zelo dobri. Ne glede na torej ta vpeljan sistem naročanja, je strankam v skladu s priporočili in navodili NIJZ-ja omogočen kontroliran vstop v prostore upravne enote tudi brez predhodnega naročanja. Na 42 upravnih enotah, torej od 58, čakanja sploh ni. Stranke so obravnavane isti dan. Medtem je tudi 14 upravnih enot, ki stranke naročajo, pri preostalih 16 je pa čakalna doba na podlagi naročanja do maksimalno 2 dni. Žal, seveda, želel bi si kot minister za javno upravo, da čakalnih dob sploh ne bi bilo, a kot veste, tudi potrebe državljanov po različnih storitvah so nekoliko, recimo temu, ciklične ali sezonske in verjamem, da se bo to s časoma vse uredilo. Zdaj gremo na pozitivno plat te epidemije, to vedno rad poudarim, negativnih jih imamo vsi pred očmi, pozitivna pa je uporaba sistema e-uprave. Tega smo zaradi nastale situacije še dodatno prilagodili, tudi to je bil pozitiven premik. In z umikom potrebe po digitalnem kvalificiranem potrdilu, seveda za upravljanje nekaterih postopkov, smo ga naredili še bolj dostopnega in prijaznega za uporabnike. Zanimivo je, da v času epidemije se je to obdobno poslovanje strank z vlogami preko e-uprave povečalo za 3-krat, torej z 15.000, recimo na letni ravni 2019 je bilo 60.000, na 60.000 v 3 mesecih. Hkrati se je pa povečalo število registriranih uporabnikov na mesec z 2.000 na 3.000. Samo upam lahko, da se bo ta trend nadaljeval tudi sedaj
in predvsem, da bodo vsi ti registrirani uporabniki v čim večji meri uporabljali storitve e-uprave. To seveda pripomore oziroma zmanjšuje tveganje za prenos okužbe, zelo pospeši oziroma omogoči večjo učinkovitost dela in na nek način tudi razbremeni zaposlene na upravnih enotah. Kot verjetno spremljate, se številke okuženih z virusom sicer žal ponovno dvigujejo, zato so pred nami že novi izzivi. Te izzive bomo tudi s pomočjo dogodkov, kot je današnji, lažje naslovili in premagali. In ker je pred vami danes še kar nekaj izzivov, bom počasi zaključil. Preden pa to res storim, pa vas pozivam, da si vsi, ki tega še niste storili, na svoje pametne telefone naložite aplikacijo Ostani zdrav. Pa ne zato, ker vam je tako naročil minister, temveč zato, da pripomorete k preprečevanju nenadzorovanega širjenja okužb in pa zaščitite svoje najbližje in sebe. Da nas bodo lahko takšna nedvomno nadvse koristna srečanja v čim večjem številu združevala še naprej. Želim vam uspešno in zanimivo nadaljevanje kongresa in pa prijeten preostanek dela. Obžalujem, da zaradi drugih obveznosti, na teren grem pogledat, kako so si delo organizirali v Novem mestu, ne bom mogel spremljati v živo. Bom pa zanimanjem prebral in prisluhnil poročilom o ugotovitvah in sklepih tega pomembnega dogodka. Pomembnega ne le za Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani, temveč za celotno javno upravo, ter s tem za vse državljanke in državljane, za katere se trudimo vsi mi biti pri našem delu inovativnejši in učinkovitejši. Srečno in ostanite zdravi. Spoštovani gospod minister, hvala lepa za vaš uvodni nagovor. Res ste obuli velike čevlje, tako da vam želimo obilo sreče pri nadaljnjem krmarjenju slovenske javne uprave. Verjamem, da bodo izhodišča, ki ste jih podali, predmet zanimivih in plodnih razprav, ki bodo sledile v nadaljevanju. Brez nadaljnjega odlašanja vljudno vabim udeležence k pogledu prve sekcije imenovane upravne enote, ki se bo začela po kratkem tehničnem predahu ob 9:30 uri. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.